Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, začenjamo s prireditvijo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Bratje, čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Bratev se, ker nas je sinov, sloviče matere. Bratev se, ker nas je sinov, sloviče matere, sloviče matere. Živi nas i narodi, ki hrepeni dočakat dan, da Spoštovani, prav toplo pozdravljeni na prireditvi ob počastitvi našega državnega praznika, Dneva samostojnosti in enotnosti, v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. V naši sredi prav lepo pozdravljamo drage nam goste. Predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa. Slavnostnega govornika in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Domačega župnika in dekana, gospoda Franca Brgleza. Državnika svetnika, gospoda Franja Goloba. Poslance v Državnem zboru Republike Slovenije in župane koroških občin. Želimo vam en lep praznični večer. Čej so tiste stezice, so včasem vrle, zdaj pa raste grmovje. Bom grmovje poseko
vabim župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Lep praznični večer voščim vsem na današnji osrednji slovesnosti na Prevaljah, ob dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije in ob obletnici Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Med nami pozdravljam predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo in vse ostale cenjene goste. Dobrodošli na Prevaljah. Občine so pomembno gonilo razvoja, zato smo si zastavili dobro in ambiciozno razvojno vizijo naše lastne občine, ki jo korakoma in z uspehom uresničujemo z vso odgovornostjo, skrbnostjo in željo po trajnostnem razvoju in kvalitetnejšem življenju naših občanov vseh generacij. Svojevrsten utrip daje Prevaljam pestro, športno in kulturno življenje, ki je del bogate zgodovine kraja. Država nalaga občinam vse več zakonskih obremenitev in obveznosti. Ne moremo se lotevati novih projektov brez finančnega sodelovanja evropskih in pridobivanja državnih sredstev. Tu se prepogosto zatakne. Naše poti do Ljubljane so pogostokrat izgubljeni dnevi, sogovorniki si vzamejo premalo časa, da nam prisluhnejo. Kljub temu je v nas veliko naravnega optimizma ter želje po razvoju in boljšem standardu in blaginji za vse nas. Kaže se izjemna gospodarska rast in čas je, da država vsej svoji državotvornosti, ki so jo pomagale ustvarjati generacije, poskrbi za človeka, da bo sleherni državljan lahko s pokojnino ali s svojim delom dostojno preživljal sebe in svojo družino. Preveč ljudi prihaja po humanitarno pomoč, preveč ljudi je odvisnih od dobrodelnosti in solidarnosti. Naša vizija je gotovo bolj sončen jutrišnji dan, s strpnostjo, demokratičnim razmišljanjem, spoznanjem, da je največja vrednota življenja mir in sodelovanje, da je samostojnost države nekaj največjega, kar se nam je zgodilo. Ohranimo in negujmo to, kar imamo. Živimo s tem prepričanjem bolj trdno povezani in bolj odgovorni in taki naj bojo tudi naši vladajoči. Domovino prevečkrat merimo po politični situaciji, a domovina je v nas, v naših srcih. Domovina je naš dom, kamor se vračamo iz daljnih poti. Domovina nima mandata. Domovina je večna, to je naš dom. Čestitam vsem prisotnim ob prazničnem dnevu naše države, čestitam obletnici Združenja veteranov slovenske osamosvojitve. Prihaja najlepši praznični čas v letu in je že med nami. Veliko sreče, zdravja in lepih trenutkov vam želim vsem. Naj bo blagoslovljen Božič in srečno novo leto. Sa
Koroški otroški pevski zbor Mohorjan Spreval nam je zapel pesmi Oj, lepo je res na deželi in Čebelar. Pesem Čebelar naši otroci pojejo ob tradicionalnem slovenskem zajtrku, s katerim že naše najmlajše ozaveščamo, da je domače slovensko najboljše. Pred 27 leti smo za samostojno Slovenijo glasovali za to, da bi po stoletjih končno dobili povsem svojo domovino, v kateri bi lahko živeli svobodno in človeka vredno življenje. In Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve združuje ljudi, ki so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi slovenskega naroda, ter tiste posameznice in posameznike, ki jim vrednote in ideali slovenske osamosvojitve predstavljajo navdih za današnje in prihodnje delovanje. K besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani poslanci državnega zbora, spoštovani svetniki državnega sveta, spoštovani župani, gospod župnik, drugi visoki gostje, predstavniki Slovenske vojske, predvsem pa seveda spoštovane Korošice in Korošci. Upam, da sem prav naglasil. Torej, na vabilu za današnjo prireditev ste lahko videli, ste lahko opazili, da so dogodki, obletnice v času okoli Božiča tudi rojstni dan našega združenja. Praznujemo 7. rojstni dan, kar pomeni, da delujemo od leta 2010. V številki 7 se lahko spomnimo na pravlično število. In nekako lahko rečem, da naše delovanje ni prav nič pravlično. Torej, kljub oviram, kljub mnogim, ki si našega vstopa v civilno družbeno delo niso želeli, kljub tistim, ki so nam skozi 7 let metali polena pod noge, lahko mirno rečem, da naše delo pa ni pravljica. Torej, ni pravljica zato, ker se lahko hvalimo s konkretnimi rezultati, s konkretnimi dogodki, predvsem pa s tem, da smo obudili tiste dogodke naše osamosvojitve, ki so sicer že zelo tonili v pozabo. Če jih naštejem samo nekaj, torej postroj v Kočevski reki, tista zgodovinska odločitev v Poljčah, ko so se poslanci odločili, da gremo na plebiscit Demosa seveda, pa srečanje 4 najpomembnejših ljudi naše osamosvojitve na pristavi in še kar nekaj teh dogodkov, ki smo jih v teh 7 letih vsako leto obeležili, predvsem pa ponovno obudili in spomin, kako, kdaj in zakaj je nastajala naša država. Že pred mnogimi leti je mislec dejal, da se nič ne zgodi brez ljudi in nič ne traja brez institucij. Mi smo pred 27 leti zaradi vas, zaradi ljudi tistega časa naredili institucijo. Torej, izborili smo državo. Tudi pred 7 leti smo naredili manjšo institucijo, torej naredili smo združenje, društvo, ki ravno tako ne more biti zgolj institucija, ampak je zaradi vas, zaradi ljudi, društvo, ki deluje, ki se premika, ki dela. In lahko rečem, da so, ali pa da je, ne da so, da je pred nami leto, ko bo tudi mnogo odvisno prav od ljudi. Od vas, od nas, od vseh slovenskih domoljubov. Torej, od nas bo odvisno, kako bomo organizirali naše institucije, seveda najprej našo državo. In verjamem, da znamo domoljubi, torej tudi Korošice in Korošci, to institucijo narediti tako, kakršno smo sanjali pred 27 leti. Živela Slovenija!
tako, le kaj se godi. Da pisem domača vse bolj poridko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Za ti goveje mojata, za ti si leti. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je sram. Tih pismi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal vsaj enkrat vsem skupaj na glas. Tih pismih prelepih v njih se skriva del nas. Bo moj vnuk še pil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih koreni, da bi ponosen bil kot njega dedek, le tega v srcu si močno želi. Zazdi mi, kakor da mnoge je sram. Teh pismi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal vsaj enkrat vsem skupaj na glas. Teh pismih lepih od njih se skriva del nas. Bo moj vnuk še pil slovenske pesmi, se bo zavedal svojih koreni, da bi ponosen bil kot njega dedek, le tega v srcu si močno želi. Slovenski pesnik Janez Menart je bil eden tistih, ki je z vsem srcem soustvarjal našo veliko pomlad. Prvim slovenskim vojakom je ob njihovi zaobljubi namenil pesem Drevo slovenstva. Pesem je bila Slovencem veliko spodbudo in jim je dajala moč zrelosti v času zgodovinske odgovornosti. Pesem Drevo slovenstva in gospa Martina Prevejšek.
1000 let. In zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tav in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rastel iz skrbi in izgorja. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. In zdaj zori in milostljivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob let in dni. Določil nas za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa 1000-letnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetil je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Ko odsvetil je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Spoštovane in spoštovani, k besedi vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, prvega obrambnega ministra samostojne Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni na Koroškem, na Prevaljah, gospod Janez Janša. Spoštovani gospe in gospodje, Korošci in Korošice, dragi rojaki. Dan samostojnosti, ki smo ga kasneje doimenovali še za dan samostojnosti in enotnosti, je eden največjih praznikov Slovencev. Spominjamo se časov, ko je, kot je povedal pesnik Menard, dozorel svobode sad in ko je šlo za to, da slovenski narod postane enakopraven v družini svetovnih narodov, tako da dobi lastno državo. Prej smo pri Maši za domovini poslušali priliko, ko je gospod župnik povedal svetopisemsko priliko o hiši, ki je bila zgrajena na skali, in o hiši, ki je bila zgrajena na pesku. Slovensko državo smo takrat postavili na skalo. Zato je trdna, trajna in bo zdržala vse po vodni. Pravzaprav smo jo postavili na dve skali. Prva skala je bil način, na katerega smo se Slovenci odločili za lastno državo. Na svetu je zelo malo narodov, ki so lastno državnost izglasovali.
Mi smo zadnja desetletja večkrat poslušali tisto parafraziranje Cankarjeve misli, kako si bo narod pisal kako si je narod ali pa kako si bo narod pisal sodbo sam. Ampak v resnici v naši zgodovini nismo doživeli veliko trenutkov, ko bi bilo temu dejansko tako, pravzaprav smo doživeli samo enega. In to je bil ta demokratični proces glasovanja za samostojno Slovenijo, plebiscit za slovensko državo. To je bil edini in krati najpomembnejši trenutek v slovenski zgodovini, ko smo si sami pisali sodbe. In rezultat tega glasovanja, te sodbe je bil veličasten. Ni bil soglasen, je pa vendarle praktično 9 od 10, ki smo lahko takrat glasovali, glasovalo za samostojno Slovenijo. In ta skala, na kateri stoji zgradba slovenske države, je zaradi tega trdna. Ni to temelj, v katerega bi bilo vgrajeno nasilje ali celo bratomorna vojna. Ampak je to temelj, ki je nastal kot izraz nekega najširšega, najglobljega, najbolj pristnega demokratičnega procesa. Zdaj druga skala, na katero smo postavili slovensko državo, so vrednote. Slovenci smo dolgo časa čutili, da na nek način ne spadamo v okolje, v katerega smo bili potisnjeni strani neugodnih vetrov v zgodovini. Nismo se tam dobro počutili. Ne glede na poskuse, da se ustvari nek enoten jugoslovanski narod ali pa neka nadnacionalna socialistična tvorba z skupnimi jedri, z drastičnim ponarejanjem zgodovine, ne samo slovenskega, ampak od drugih jugoslovanskih narodov, takratnih jugoslovanskih narodov, z represijo, totalitarnim sistemom in tako naprej. Kljub vsem tem poskusom in kljub vsem tem pritiskom, tega občutka, da Slovenci ne spadamo v tisto balkansko tvorbo, niso uspeli uničiti. In seveda, ta občutek ni bil prazen. To ni bila forma, vsebina tega občutka je bilo tisto, kar nas Slovence povezuje, kar je naša identiteta, kar izhaja iz naše zgodovine, iz našega jezika in iz naše kulture. Zaradi tega je tudi ta temelj, ta skala trden. Ima pa nekaj razpok. Eno od teh razpok je to, da v tistem ključnem času, kljub temu, da smo verjeli, da bo do tega prišlo, ni prišlo do sprave. Nismo bili sposobni pokopati mrtvih rojakov, povedati resnico o najbolj tragičnem dogodku ali pa obdobju v zgodovini slovenskega naroda. Nekateri niso bili sposobni obuditi kesanja in zaradi tega ni prišlo do sprave. In to še vedno odprta rana, neka razpoka v tej skali, v katero se uspešno zabija kline, zaradi katerih se rane ne celijo, ampak se ta razpoka izkorišča za to, da se opravičuje nekaj, kar ne pred zgodovino, ne pred ljudmi, ne pred Bogom nikoli ni možno opravičiti. To je zločin nad lastnim narodom ali pa nad lastnim bratom. Zdaj, druga razpoka v tej skali pa je bila politična neenotnost ob tem ključnem dogodku v slovenski zgodovini. Danes v vseh državnih proslavah ob tem prazniku veliko govorimo ali pa se
frazira o enotnosti. Deloma upravičeno, kajti kot narod so bili Slovenci takrat enotni, slovenska politika pa ni bila enotna. Da je preveč časa bi vam vzel, če vam to skušal natančno razložiti. Se je pa naredilo zelo veliko, da bi se pozaba nanesla, naplavila na spomin in na resnico in da bi se enostavno pozabilo na to, kako preko diplomatsko nepravično so obravnavali predsednika Demosa, dr. Jožeta Pučnika, ko je z tistega zborovanja Demosa oziroma z tistega sestanka poslanskega kluba Demosa, ki ga je prej omenil gospod Hojs v Poljčah 9. novembra leta 1990, šel na neko zborovanje in oznanil, da bomo šli Slovenci še pred Božičem na plebiscit. Takratni predsednik predsedstva je naslednji dan to oznanilo dr. Jožeta Pučnika komentiral z besedami, kdo je Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. Demos se je za plebiscit odločil zaradi tega, ker ni bilo politične enotnosti za osamosvojitev. Na volitvah je s pičlo večino Demos zmagal s programom demokratizacije Slovenije in slovenske suverenosti. Stran, ki je bila poražena, je šla na volitve še vedno s programom Jugoslavije in socializma po meri človeka. Načrt Demosa pred volitvami je bil, da se Slovenci po volitvah poenotimo, da se ta poenotenost izrazi v sprejetju nove slovenske ustave, osnutek so že prej napisali slovenski pisatelji, in da se potem ta ustava, ki bo sprejeta z dvotretjinsko večino v slovenskem parlamentu, da na plebiscit v potrditev ljudstva. Seveda Demos sam ni imel dvotretjinske večine. Tisti, ki jim slovenska osamosvojitev nikoli ni bila intimna opcija, niso želeli prispevati potrebnih glasov. Zato se je Demos odločil za obratni vrstni red. Se pravi, za plebiscit o samostojnosti in šele potem za novo ustavo in za vse tisto, kar smo tudi potrebovali. Seveda je to pokvarilo igro nekaterim in tukaj je motiv za takšno krivično obravnavanje dr. Jožeta Pučnika, ki je to odločitev uznal. Seveda so potem ankete pokazale, da Slovenci pa podpirajo idejo o plebiscitu in tudi, da so pripravljeni glasovati za samostojno Slovenijo. Zdaj je potem Demos po mukotrpnih pogajanjih, ki so trajala dneve in noči, pravzaprav uspel zagotoviti ne popolno, ampak vseeno dvotretjinsko soglasje za sprejem zakona o plebiscitu. V tem je ljudstvo izrazilo svojo voljo in ta rezultat je bil veličasten. Danes spremljamo mnoge napore še nekaterih drugih evropskih narodov, da bi prišli do lastne države. Nazadnje letos svež primer je Katalonija. To je bil rezultat glasovanja o samostojnosti na polovici tega, kar smo dosegli Slovenci. Tisti, ki so glasovali, so se že večinsko odločili za samostojnost, ampak je glasovalo niti polovica. In zaradi tega, seveda, Katalonija letos, pa mislim, da še v prihodnosti, ki jo vidimo, v predvidljivi prihodnosti, ne bo dosegla lastne državnosti.
Slovenci smo takrat dejansko dokazali, da smo zgodovinski narod. In tukaj to je tista ključna stvar, ki je potem omogočila, da se je kljub tem političnim razlikam slovensko osamosvojitvena epopeja končala tako, da nam tat tega zlatega sadu ni ukradel, da smo ga uspeli zavarovati in da je to, hočeš nočeš, potem priznala tudi mednarodna skupnost, ki takrat, ko smo se osamosvajali, tem naporom ni bila ravno pripravljena z veseljem prisluhniti. Slovenci smo na podlagi te zgodovinske odločitve, katere se spominjamo danes, dobili lastno državo. Dobili smo neko priložnost, bom rekel, od Boga in zgodovine dano priložnost, da kot gospodar na svoji zemlji končno izkoristimo vse potencijale, ki jih ima slovenski narod, in ti potencijali so veliki. Ljudje so takrat govorili, da je Slovenija bila lahko, če bo samostojna, druga Švica. Zdaj danes po 27 letih slišite na tiste želje in na tisto hrepenenje velikokrat zbadljivke in šale, ironične pripombe, češ daleč smo še mi od Švice. Ampak to ne pomeni, da so bile to neke idealistične sanje, ki jih ne bi mogli nikoli doseči. So bile na dosegu in nekaj časa je kazalo, da te sanje hitro postajajo resničnost. Ko smo se osamosvojili, je bila povprečna razvitost Slovenije manj kot 50% povprečne razvitosti takratne Evropske unije. Konec leta 2008 je to povprečje doseglo 91% in smo bili tik na tem, da pojamemo Italijo, ki je bila takrat nekje na evropskem povprečju. Potem so šle stvari navzdol, napačne reakcije na krizo in na izzive, deloma domače, deloma širše, so se vrstile, tako da smo potem dolga leta namesto napredovali, nazadovali. In danes smo verjetno tam nekje na 84–85% evropskega povprečja, bili pa bi lahko preko 100, bili bi lahko zelo blizu Švice, če bi potencijale, ki jih Slovenci imamo, izkoristili. Približno polovica tega časa, tega življenja samostojne države, smo napredovali, polovico tega časa pa smo bodisi stagnirali, bodisi smo nazadovali takrat, ko so šli vsi drugi okrog nas naprej. Šele zadnje 2 leti Slovenija beleži gospodarsko rast s 3-letno zamudo. Zaradi tega se te lepe makroekonomske številke v vaših žepih še ne poznajo, oziroma se poznajo približno, danes sem videl neki izračun, za 10 evrov na mesec. Morale pa bi se za 10-krat toliko, če bi makroekonomijo preračunali realno v mikroekonomijo in če ne bilo vseh teh zablod, ukradenih volitev, prevlade ideologije nad treznostjo in popolnoma nekompetentnih upravljalcev slovenske države. Veliko je teh primerov, v katerih pa se na dan, ko bi moral biti slavnosten in ko se spominjamo najpomembnejše odločitev v zgodovini Slovencev, najbrž ne spodobi o potankosti govoriti. Kljub temu pa je na nek način treba poudariti, da je krivično, da morajo ravno generacije, ki so dosegle ta preboj, ravno generacije, ki so Slovenijo osamosvojile,
smo ravno te generacije soočati z posledicami neizkoriščenih priložnosti. Je to neka zgodovinska krivičnost. Sem dvakrat vodil vlado, ko smo se zelo dobro izpogajali za razvojna sredstva v evropskem proračunu. Za finančno perspektivo Evropske unije 2007-2013 in 2013-2020. Slovenija je v teh obeh evropskih proračunskih obdobjih dobila na voljo skupaj več kot 7 milijard evrov kohezijskih in razvojnih sredstev. Velik del tega je še neizkoriščen. Del tega pa je bil izkoriščen slabše, kot pa bi lahko bil. Del tega denarja je šlo tudi enostavno za blaženje posledic krize, za kupovanje socialnega miru v letih 2009, 2010, 2011 in za stvari, za katere ta sredstva niso namenjena. Če bi se ta sredstva realno koristno uporabila, če bi Slovenija pravilno reagirala na tisto veliko evropsko in svetovno finančno in gospodarsko krizo, potem danes iz Ljubljane do sem ne bi rabili 2 ure ali več, ampak pol manj. Pravljica o tretji razvojni osi za Korošce bo počasi dobila brado, ki bo daljša od brade kralja Matjaža. Bo več kot 7-krat uvita okrog stebra obljub, čeprav gre za relativno enostaven projekt v 21. stoletju in čeprav je bilo za to na voljo dovolj sredstev. In čeprav bi ravno z gradnjo infrastrukturnih objektov v času gospodarske krize lahko zadržali tako večjo zaposlenost, kot tudi dosegli večjo gospodarsko rast. Ampak se je denar porabil zgolj za vzdrževanje socialnega miru. To govorim zato, da bi počrtal to zavedanje, da ni dovolj, da smo enkrat glasovali za samostojno Slovenijo in da smo enkrat obranili, potem pa je mogoče marsikdo izmed nas mislil, da bodo stvari tekle kar same po sebi. Pa na naslednje volitve niti ni šel, nekako je pričakoval, da bodo stvari kar padle z neba. Temu enostavno ni tako. Poznamo iz zgodovine ogromno primerov cvetočih držav, tudi imperijev, ki pa so propadli. Se pravi, ta zlati sad, ki smo ga Slovenci dobili z osamosvojitvijo, z plebiscitom in vojno za Slovenijo in mednarodnim priznanjem, to ni nekaj, kar bo večno na drevesu, če mi tega drevesa ne bomo zalivali, skrbeli zanj in se zavedali, da ni dovolj za domovino storiti velike stvari zgolj enkrat. Jaz mislim, da po 27 letih, ko je zelo jasno, ko pogledamo nazaj, katere priložnosti smo izkoristili in katerih nismo, to veliki večini Slovenk in Slovencev danes jasno. In pred nami so odločilni časi in odločitve, ki jih bomo sprejemali na začetku teh časov, bodo ravno tako pomembne, kot so bile tiste pred 27 leti.
Razlika med tistim časom in med časom, ki je pred nami in v katerem bodo spet pred nami usodne odločitve, pa je v tem, da danes to možnost samostojnega odločanja imamo. Pred 27 leti smo si jo pa morali šele vzeti. Danes pa to možnost imamo. Imamo slovensko državo, ki je zgrajena na dveh trdnih skalah. V tej drugi skali je neki razpok, nekateri se še vedno trudijo, da bi te razpoke zabijali kline, imajo pri tem svoje računice, vendar bo tudi ta skala slovenskih vrednot vzdržala vse preizkušnje. Dokaz, da je to možno, leži v sjajnih dejanjih naših prednikov v slovenski zgodovini, na katere moramo biti ponosni in katerih se moramo zavedati. Zaradi tega je tudi nastalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, kajti če prepustimo zadeve stihiji in toku časa, potem bodo tudi te vrednote zbledele. Enostavno bo pozaba ob trudu nekaterih v to smer premagala spomin in v tem primeru se lahko ti trdni temelji slovenske države počasi začnejo pogrezati. Jaz sem prepričan, da tega ne bomo dovolili. Tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je bilo ustanovljeno v ta namen in hvala vsem, ki pri tem tako ali drugače pomagate in sodelujete. To je delo za skupno dobro, to je delo za domovino, ki je enako pomembno, kot je bilo tisto glasovanje na plebiscitu pred 27 leti. Ni slučajno, da se je Demos odločil za predlog, oziroma za to, da se Slovencem predlaga glasovanje za samostojno državo ravno v teh prazničnih in predprazničnih časih. Iz tistih nočnih pogajanj, ko smo se tudi s takratnimi strankami opozicije skušali dogovoriti za modalitete tega glasovanja, se spomnim nerganja o tem, češ ja seveda Demos hoče glasovanje takrat, ko bodo domov prišli tisti, ki delajo v tujini in tako naprej. In mi smo na to odgovarjali, kaj pa je v tem slabega. Saj slovenski narod ne živi samo doma. Viharji zgodovine so ga razselili po celem svetu, še 500 milijona naših rojakov. Prve, druge, tretje in četrte generacije zdaj živi po vseh celinah in imajo enako pravico, da se počutijo del te celote, ki se imenuje slovenski narod. In mnogi so takrat prišli, seveda, in so na plebiscitu glasovali za samostojno Slovenijo, čeprav so si morali prej urediti še stalno bivališče, če ga niso imeli, ker takrat se ni glasovalo po državljanstvu, ampak se je glasovalo po stalnem bivališču. Vsak je imel v Sloveniji stalno bivališče, je imel pravico do glasovanja. Čas pričakovanja, čas adventa, predbožični čas je takrat ustvaril posebno razpoloženje. Vidim tukaj v dvorani veliko vas, ki ste takrat te občutke delili. Verjamem, da imamo vsi na ta čas prijetne spomine, na čas, ko smo podzavestno čutili, da je prišel trenutek in da gre za zdaj ali nikoli. Vsem tistim, ki se tega spominjate iz osebne izkušnje, pa tudi vsem mlajšim, rojenim kasneje, zato želim ponosno praznovanje Dneva slovenske samostojnosti in enotnosti. Vsem skupaj želim blagoslovljen in vesel Božič. V naslednjem letu pa vam želim vse dobro, veliko zdravja, osebne sreče
in tudi veliko državljanskega poguma, ki ga potrebujemo tako kot pred 27 leti. Hvala lepa. Lepa je, ker moja je, sebi nosim jo. Njena polja, bisere, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je. Ker potihem dobro vem, da odpre srci. Tudi ko sem dalec stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, bi zdravila dan. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tu. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Starša govorila sta, če boš šel od tu, vidi tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami spleta v Mavrico. Tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi ko sem dalec stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravila dan. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tu. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tu. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik sejal nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer ni nikoli tako bledikova zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurijem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen
in nikjer ne kričeše pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Lepa je moja dežela, lepa do muke, samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Tista dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsak dobiva od svoje domovine mnogokatere in velike dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Ljubimo svojo domovino, ljubimo svojo materino besedo, pa ne le v besedi, temveč v dejanju in resnici, iz čiste ljubezni do Boga in do svojega rodu.
Dokler materina beseda slovi, se narod časti in oživlja. Kakor hitro materina beseda umira, peša tudi narodova slava in moč. Prijatelji, ne pozabimo, da smo Slovenci. Slovenci smo si delo in praznike velikokrat popestrili s pesmijo. Ko se je raztegnil meh in se je zaslišala klena slovenska pesem, so odpadli vsi okovi in skrbi, ki so otežili ljudi. Čas za praznike, torej za veselje in pesem, pa je ravno kar pred nami. Prednovoletni čas pomeni novo upanje, nove želje in pričakovanja. Slovenci smo veseli ljudje, ki se znamo sprostiti in poveseliti. To veselje in prešernost sta nam bila položena že v zibel. Kot pravi Ivan Cankar, veseli ljudje bodo živeli tot, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kjer nebo se modro svinjajo, gori, ki po zimi snik obliče vse vrhi. Ki doline mirno sanjajo megla, kjer gozdovi so zeleni od voda. Ki šumijo bistre reke pod kristal.
rival, ki so med gorami tiha jezera, kjer potoček vzdržu boli zgora. To najdražja moja je dežela, domovina moja ljubljena, polna sonca, cvitja in zelenja, to najlepši košček je sveta. Čišja za sveti, ki zorano polje kakor med diši. Ki zoriče glasja v vitru valovi, ki na oknih so rdeči nagelji. Najdražja moja je dežela, domovina moja ljubljena, polna sonca, cvitja in zelenja, to najlepši košček je sveta. Cvitja in zelenja, to najlepši košček je sveta. Domovina ni samo ozemlje na zemljevidu. Zame je to nekaj, kjer si lahko to, kar si. To je tam, kjer se počutiš domače. Domovina je nekaj, kar nosimo s sabo, v svojem srcu. To je to, kar nas naredi Slovence. Imejmo radi svojo domovino in jo spoštujmo. Drugim želim, da bi domovino čutili, kajti bistvo je očem nevidno. Vidiš ga pa takrat, ko o njem razmišljaš. Ki je tujina dala drugi dom, vam, ki vračate se kdaj pod rodni krov, vam, ki radi bi vrnili se domov, našo pisem rodni bratje pojemo. Vam, ki lastovka vaš večni je simbol, vam, ki sabo nosite podrodni pol,
Vam, ki v srci skrivate si grenko bol, našo pisem, rodni bratje, poljemo. Prinašamo vam košček domovine, ki je ujit med morje in gori. Šum reke, pisem ptic, odmev doline, si skrite zase ranjeno srci. Vsak dan, vam, ki je prijatelj, tujec vam ne znam. Vam, ki skrivate v oči solzi zaman, našo pisem, rodni bratje, poljemo. Prinašamo vam košček domovine, ki je ujit med morje in gori. Šum reke, pisem ptic, odmev doline, si skrite zase v ranjeno srci. Pisem ptic, odmev z doline, si skrite zase v ranjeno srci. Svoj košček domovine, ujet med morje in gore, imamo tudi zaradi njega. Imeli smo srečo, da je bil med nami mož, ki bi ga danes upravičeno lahko imenovali oče naroda, mož, ki je svojo jasno besedo in odločnim ravnanjem kazal smer in dajal pospešek našim odločitvam. Dr. Jože Pučnik je leta 1990 predlagal 23. december za datum plebiscita in bil deležen številnih kritik, da prehiteva dogodke. Jože Pučnik je bil tisti, ki je prvi po plebiscitu navdušeno vzkliknil: Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. In Slovenija? Slovenska država je le ena, je naša domovina. Čeprav v naši državi trenutno ni vse tako, kot bi si želeli, je prav, da se 26. decembra spomnimo na njen praznik in doma izobesimo slovensko zastavo. Ob tem si vzemimo čas tudi zase, razmislimo, kaj nam pomeni naša domovina. Torej bi lahko današnjo slovesnost zaključili s temi besedami. Začnite razmišljati o domovini, začnite jo čutiti in naj vam njeno bistvo ni več očem nevidno. In dragi prijatelji, mirne in doživete božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. V letu 2018 pa sreče in modrosti, kajti bratje, naša pomlad gre iz tal, bistra kot burja, močna kot val. Spoštovani, smo pri zaključku današnje slavnostne prireditve. V imenu organizatorjev se vsem nastopajočim najlepše zahvaljujem za soustvarjanje današnje slovesnosti. Vam, dragi obiskovalci, pa da ste počastili z nami praznik naše domovine.
Po zaključni pesmi vas vabimo, da še malo ostanete, da si sežemo v roke željami za dobro prihodnost in ob skromni pogostitvi. Vse dobro vam želimo in za zaključek se povežimo še v pesmi. Srečno, mlada Slovenija! Srečno, mlada Slovenija! Pride čas, ko vino pozori, ko se v polnih zodih zaiskrih. Pride čas, ko tinte fant na vas, ko deklitu zažari obraz. Pride čas, ko ptica poleti, ko domače gnezdo zapusti. Pride čas, ko žikav pozori, ko se zlatoglasje zablesti. Srečno, mlada Slovenija, Slovenec in Slovenija, tebi v dan nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše, prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bo ti. Jutro se budi, mlada se nam Slovenija rodi. Pride čas, ko zide svetodan, ki je lepši od stoletnih sanj. Pride čas, ko želje pozori, ko smo zivali dan za dnem. Srečno, mlada Slovenija, Slovenec in Slovenija, tebi v dan nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše, prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bo ti. Pa gremo. Oj, ladinje, fantje in noži, oj, ladinje, dekleta in ženi, oj, ladinje, jutro se rodi, mlada se nam Slovenija rodi.